Zdravljeni, z vami sem Inka in prav čutim, da tale video moram posneti. V glavnem zdaj čez vikend sem gledala, sem naletela na eno objavo Joe Dispenza za grajenje dolgotrajnih ljubečih odnosov, katera stvar je najbolj pomembna. In je rekel odpuščanje. Odpuščanje je povezano s tem, da se osvobodiš nekega čustva. In ko se osvobodiš nekega čustva, je to v bistvu zakon karme. Ja. In to je dobesedno. Je rekel, če ne osvobodiš določenega čustva, ga ponavljaš življenje za življenjem za življenjem. In ja, seveda, to, kar delam jaz na osebnih svetovanjih, delam jih sicer preko Zooma, vedno iščemo čustvo. Čustvo, ki je zataknjeno z določeno osebo, ja, če mi je dano, vidim, kje se je zataknila energija, ker vem, kako sem jaz iskala zase rešitve in kako sem jaz rabila vedeti, zakaj. Mi ni bilo zadosti, ne vem, ne moreš nekaj spustiti ali pa tudi odpustiti, ampak sem morala vedeti, zakaj. In ta zakaj je ključnega pomena. Druga stvar, danes mi je pa pol zjutraj napisal en gospod sporočilo, poznava se več kot 30 let, in v glavnem je rekel, da me je sanjal in da sem mu dala kroglo in sem mu razlagala o tem, kako deluje telo, kako spodnji del, je rekel, kot neka krogla, ki skozi vidi delovanje organov. In ja, sem mu rekla, da pač to pišem v knjigah, ko imajo čakre žur, in da ko se osvobodimo nizkih čustev, se pravi čustev, ki vibrirajo na nizkih vibracijah, se uskladi delovanje organov in začnemo funkcionirati. In to je pa zdaj čiščenje programov. Ja, vem, da je naporen. Vem, da je naporen, ampak pa naprej razmišljamo, ne? Zanimiv tema je od spodaj. Kaj se skriva v nezavednih, temnih delih mene, prosim za zavedanje. Pač stvarstvo, rada bi se osvobodila temnih delov sebe, prosim za zavedanje. Seveda, takrat, ko pride to zavedanje, ko se nam vzbudi nek strah, recimo glede izgube, ko se nekaj vzbudi v nas, seveda ni enostavno. Ali pa ko pridejo neka potlačena čustva ven, ki so povezana z neko potlačeno zamero do določenega človeka. Ni enostaven, ampak. Voda prečisti me, ogenj predajam ti svojo bolečino, zrak napolni me z novo energijo, zemlja poveži me s sabo z izvorom. Sprejemam se svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. In tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. To je prehod v novo dobo pri karti tema 33. Ko sem pisala te karte, prehod v novo dobo, je prvo sporočilo prišlo, Karla se je spet prišla pokazati, vidite, Karelček. V glavnem, prvo sporočilo je bilo odpuščanje, druga ljubezen. No in potem, ko sva s Katarino Vidmar delali te karte, ona pravi, ne, prva je ljubezen, drugo je odpuščanje. Ja, ne moreš reči, katera stran je prva, ne, ta ali ta, ne, ampak druga plat iste zgodbe, odpuščanje in ljubezen. To gre z roko v roki. Dokler ne odpustimo sebi, ne moramo sebe imeti radi, zaradi tega, ker se moramo obsojati. Ker mogoče v danem trenutku smo nekoč nekaj naredili, kar si zdaj ne moramo odpustiti. Mogoče je nekdo drugi naredil, rekel nekaj, kar nas je močno prizadelo in zdaj pač ga ne moramo imeti radi, ker mu tega ne moramo odpustiti. Pač, ljubezen in odpuščanje gresta z roko v roki. Zdajle, pač par dni nazaj je bil ta sončni mrk in glih toliko sem poslušala en podcast, ki je bil povezan s tem, kako bo tole obdobje pometalo ven tisto, kar je najbolj globoko v nas zakoreninjen, najbolj globoke strahove,
ne, pa še Saturn prihaja v ribe, kakorkoli. Ribe so povezane s čustvi, to je najbolj občutljivo znamenje izmed vseh. Dober, jaz sem rakica, tudi raki smo ful občutljivi. V vsakem primeru je to povezano z vodnim delom nas samih, s čustvovanjem. Zdaj pa, če gledamo 70–80% našega telesa je voda, so čustva, je to, kar je globoko v nas noter. Se pravi, slej ko prej bomo mogli priti do tega, da se zazremo v svoja čustva, da se zazremo v to, kar nam povzroča vibracijo, ali pa kar nas spravlja na obrate, ali pa kar nas ugasne. In enostavno, da začnemo razmišljati v tej smeri, kaj je tisto, kar je prav, da spustim. Kaj je tisto, tudi najnazadnje naše telo nam kaže kot zemljevid naših čustev, ki imamo zataknjeno energijo. In ne vem, recimo, ženske, ki nikakor ne morete shujšati, ki delate oblogo okrog sebe, ki enostavno ne morete svoje telo spraviti iz neke nične točke, ja, mogoče bi bil čas, da se zazrete v svoja čustva. No, potem mi je pa prišel pod roke video Dane Bučevič in ona govori o tem, kako v bistvu zjutraj se zbudiš s 100% energijo in govori o tem, kako zjutraj imaš kot 100% vseh teh kroglic svoje energije. In potem nekomu podariš eno kroglico te svoje svetlobne energije, pa drugemu drugo kroglico, pa tretjemu. Potem v službi nekoga poslušaš, ki se pritožuje, potem nekdo pride k tem na obisk, pa visi pri tebi in svet se pritožuje in opravlja druge. In vsakemu od teh ljudi podarjaš svoje svetlobne kroglice. In na koncu ti ne ostane nič. Si izžet, nimaš motivacije, da bi naredil nekaj za sebe ali pa naredila nekaj za sebe. In po možnosti, ker si tako močno izžeta, se potem zneseš na otroke. In naredijo mogoče eno tako malenkost in te spravi iz tira in v bistvu pokasira tvoj primanjkljaj energije, tvoj otrok, ki ga imaš na svetu najrajši. Veste, in to je tisto, komu podarjamo svojo energijo. In je res zdaj čas, da začnemo energijo podarjati sebi, da nehamo zgubljati energijo. Glejte, jaz verjamem že to, da če se vozim po cesti, da privlačim določeno vrsto ljudi. In ena stvar, kar si jaz govorim zmeraj, pač, če je nekdo čuden pred mano, nekdo čuden voz, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Ali vozim bolj počasi, ali vozim hitrejš, ampak enostavno takega človeka se znebim. Par let nazaj, tisti, ki me spremljate, veste, sem šla v Lourdes sama. In ko sem se vračala, je nek voznik vozil pač tisto, ko se prlima pred tabo in vozi pred mano in nikakor se ga nisem mogla znebiti. Nisem mogla voziti dovolj hitro, da se ga znebim. Enostavno sem šla hitrejš, pa je vozil še hitrejš od mene. In ostanem odzadej, močno odzadej. Tako enostavno sem rekla, ok, v redu, če te ne morem prehititi, bom ostala zadaj. Veste, kaj se je zgodilo? Čez, ne vem, recimo 10 minut je bil nek tovornjak, ki mu je odzadej nek del takole, sem ga videla, ker sem ga sicer, ne vem, prehitela, pa sem potem šla na pumpo, kakorkoli, nekaj mu je vibriralo. Ta del je temu tovornjaku odneslo stran in točno temu vozniku, ne vem, pač imela sta nesrečo. In dejansko, pač jaz vem, če bi s tem tempom vozila s tem voznikom, da bi dokazovala, ko je jači, bi jaz to pokasirala. Vedno te nekaj uči življenje, na nek način pač spuščaš tisto, kar ni neki dobri vibraciji. Spuščaš, se umikaš ali greš hitrejš. Zdaj bi pa človek rekel, umikati se v življenju, umikati. Pametno je včasih se umakniti. Ja, pametno je včasih se umakniti.
Ker tam, kjer vidiš, da ne prideš nikamor z določenimi ljudmi, ki te v osnovi učijo lekcije odpuščanja, je prav, da poveš to svoje, kar imaš za povedati, in potem se umakneš. Tukaj ne pomeni, da se umakneš zato, ker si žrtev, ampak zato, ker si bolj moder. Zato, ker še vedno drži pregovor, pametnejši od neha. Ampak dobesedno, pametnejši od neha. In ko blagosloviš, se osvobodiš. To je res. Pojmo še na nekaj sporočil, prehod v novo dobo, se lahko naprej razlagam. Ko ne spustiš, si v kroničnem stresu, ti manjka B vitamina, ti manjka C vitamina, rabiš Pro-Vitality Plus, rabiš počitnice, rabiš to. Umir se. Ja, seveda, če si v stresu, takrat moraš podpreti svoje telo. Če se je nekaj zgodilo v tvoji družini, da naenkrat pride do nekega preobrata, takrat rabi tvoje telo več, ker so zunanji dogodki, ampak še vedno, kaj te učijo situacije. Lansko leto zame osebno je bilo zelo, zelo naporno leto in vem točno, kaj mi je pometalo ven. Vse tisto, kar sem rabila še počistiti. In če zdaj, ko prihajajo ti intenzivni dnevi, sončnih mrkov in tako naprej, če vam meče ven določene zadeve, ja, podprite svoje telo, začnite ozaveščati, kaj se učite, no in bomo zdaj mečkam pomagali, si skartam. Stvarstvo. Za tole osebo, ki še vedno gleda tale video, zdaj zakaj govorim še vedno? Veste, vsi ne gledajo do konca in tisti, ki gledate do konca, ja, očitno vas nekaj pokliče, da pogledate. Jasno zaznavaj intuicijo. Tvoja intuicija ti itak govori, kaj je dobro za tebe. Ta trenutek se osvobajaš karme. Zavedaj se, da si svobodna. Osvobajaš se starih vzorcev. Tega, kar se ti ta trenutek dogaja, čustev, tega ne potrebuješ več. Dobila si intuicijo, dobila si karmo. Dajmo pogledati točno sporočila naprej. Ti bom prebrala sporočila, ker ti bo lažje. Stvarstvo te vodi tja, kjer je najbolje, tako za tebe kot za vse druge. Vodniki ti šepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepusti se vodstvu. Čeprav ti mogoče še ni jasno, zakaj in kako, zaupaj. Bolj kot si mirna sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavaš sporočila. Hrup in nered v tvoji glavi samo blokirata jasnost sporočil. Bodi mirna. In karma. Čas je, da odstraniš vse stare vzorce, da prečistiš vsa nezdrava prepričanja, da sprostiš vezi in nemir, da se osvobodiš. Naj bo v tvojem srcu mir. Lahko premagaš svoj največji strah. Svobodna si. Stvarstvo te podpira. Še eno sporočilo, da vidimo. In dovoli, da zdravilni žarek napolni tvoje telo. Zdravilni žarek teče skozi tvoje telo. Ti si bitje luči. Je bohinjsko drevo. In ko so nastajale te karte prehodu v novo dobo, sem Katarini rekla, Katarina, mora biti gor cvetoče drevo. In ona se tako zasmeje, rekla, pa Minka, kje si ti to videla? Bohinjsko drevo je bukev, ne more biti cvetoče drevo. Ampak, ko ga je slikala, dejansko kaj je nastalo? Cvetoče drevo. In to cvetoče drevo je zdravilna energija slovenskega naroda. Karla, tega ne smeš delati. Karla, Karla me je ujela. Karla, očitno se dogaja neka energija. Pač, ti moj maček. Lejo. Veste, mačke imajo posebno energijo, ker dejstvo je, da mačke želijo sporočiti. Takrat, ko se nekaj naredi, takrat pač občutijo. Mačke čistijo energijo. Dovoli, da skozi tvojo kronsko čakro, tvoje telo se steka zdravilna energija, ki zdravi tvoje oči in pomlajuje tvoj obraz. Čuti pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol,
in se dotakne vsakega tvojega organa, stika se vsako celico tvojega telesa. Zdravilna svetloba. Nova energija se dotakne vsakega tvojega sklepa, teče preko kolkov in kolen ter se steka v mater zemljo. Ti, ki se bitje svetlobe, dovolj, da se zgodi nova energija v tvojem življenju, spusti. Mogoče pojdi do kakšnega drevesa, mogoče pojdi v Bohinj in pej do krogi jezera, dotakni se kakšnega drevesa, naredi nekaj, pej k morju. Vidim, da se čisti izražanje tudi ta trenutek, izražanje. Skozi okno vidim metuljčka, v bistvu prav preporod se dogaja, ne vem, pojdi k morju. Vzem kamenje in začni metati v vodo kamenje svojih bolečin. Pač nekaj boš morala narediti, da se osvobodiš. Ja, na tla je padla karta intuicije. Začni delati nekaj za sebe. Podpri telo zdravo hrano, ukini gluten, skuhaj si nekaj dobrega, pa ne tisto, kar te upočasni, ampak kar ti dviga vibracijo. Jaz čutim, da zdaj pa res čas za tebe. Čas, da nekaj narediš za sebe, čas, da se začneš imeti rada, čas, da začneš spuščati svoja čustva. Najprej to, da se osvobajaš nizkih energij v svojem telesu. In če te kar naprej nekdo spravlja na obrate, vprašaj se, kaj te uči tvoja duša. Glejte, vi lahko menjate lokacije, kje živite, lahko menjate službe, lahko menjate partnerje. Dokler ne boste ozavestili lekcij, ki vas jih hoče naučiti vaša duša, vi ne morete bežati pred tem. Lahko menjate priimke, lekcije boste delali, dokler jo ne boste osvojili. Pač ne moreš bežati pred sabo, ne moreš. In ta nizka energija, ki upočasnjuje delovanje tvojih organov, se potem izraža kot bolezen, se izraža kot neka težava, pač nekaj naredi, da greš naprej. Jaz sem danes ponoči kar zanimive sanje imela in sem sanjala tako neke potovanja, ogromne ladje, ogromno neko čiščenje. Ozaveščala sem, kje imam še nekaj za počistiti, glede tudi zloraba določenih mojih informacij. In vem točno, kaj imam za narediti, kje se moram postaviti v svojo moč. In tudi ti veš, kje se moraš postaviti v svojo moč. In to so naši tam mladi, ki očitno se jim dogaja, tako da to, kar slišite, niso vrabci, ampak v glavnem je življenjska energija, kar je pa tudi na koncu koncev prav, da se dogaja. Pomlad se prebuja, prebudi tudi ti v sebi tega svojega duha, daha novo energijo in boš videla, tvoje življenje se bo postavilo čist na novo vibracijo. Tako da uživaj, se dobro ti želim in tako kot vedno rečem, čas je, da se imaš rada. Čas je.